pojavila se je nova taka mini aferica, ki bi jo jaz poimenovala afera Zastava. Ampak v resnici ni glih afera, je pa en tak zelo premišljen oziroma zelo dober družbeni eksperiment, ki je jasno pokazal, v kakšni družbi mi živimo. Pa dajmo si skupaj pogledati. Torej, včeraj, 19. marca, je Janez Janša objavil tole sliko. Kot lahko vidimo na sliki, imamo na levi strani Niko Podakar, ki je predsednica stranke Svoboda mladi, sedi pa pred mavrično zastavo, to je zastava, ki simbolizira LGBTQ skupnost. Na desni strani slike pa imamo dve mladenki, ki pripadata stranki Slovenska demokratska mladina, in je v bistvu gre za stranko, ki je podmladek SDS-a, v rokah pa držita slovensko zastavo. Zdaj, ko sem jaz to objavo videla, jaz sem nekako začutila v sebi nek špikec, kaj je to, Janša, kaj si to objavil? Ampak hkrati preden sem jaz to objavo zagledala, sem pa v bistvu videla tale video, ki ga je objavil mogoče 15 minut pred to objavo. Dajmo si pogledati. Vsi se lahko prepoznamo v barvah slovenske zastave. Kot lahko vidimo na tem videu, imamo glavo od Roberta Goloba, oziroma glavo, ki simbolizira Roberta Goloba, to prepoznamo po teh sivih kodrastih laseh, in njegov obraz je polepljen z mnogimi svetovnimi zastavami. Potem pa Janez prime tole slovensko zastavo, jo postavi na tehtnico, tehtnica pade dol in nekako pove: Vsi se lahko prepoznamo v barvah slovenske zastave. In tukaj sem jaz potem naredila takoj to povezavo, da v bistvu point te objave je v zastavah. Torej, point je, da se mi vsi prepoznamo v barvah slovenske zastave in ne v barvah LGBTQ skupnosti, ok? Pol pa grem jaz brati komentarje pod to njegovo objavo. In takrat se je začela kazati tista grda slika. Grda slika ljudi, kaj vse vidijo v taki sliki. Seveda je bilo veliko komentarjev v smislu: ja, valjda izberem te dve mladenke, rajši kot tega, ne vem kaj. Potem so bili zelo grdi komentarji na videz Nike Podakar in zelo simpatični komentarji v smer teh dveh punc. Komentarji so pokazali zelo nazorno sliko, kako izprinjen je ta naš narod. No, kar je se pa pol še zgodilo, sem videla, da je Iztok Gartner delil tole objavo in je napisal, da je to nekako kot v smislu zelo podlo, body shaming, seksizem in ne vem kaj. In takrat sem videla, kako ljudje sploh ne dojamejo. Sicer sem bila še vedno tako malček skeptična v tistem trenutku, nisem še čisto predelala vseh teh informacij, ki sem jih tle, nisem imela še jasne slike oziroma jasnega ozadja, kaj se dogaja zdaj s to objavo. Sem pa pod en komentar napisala, da se strinjam s tem, da je tukaj pač point zastava, ne. Point je zastava, tukaj ni point oseb, ki so na sliki, ampak je point tega, kakšno zastavo kdo predstavlja. In v povezavi s tem videom, da se vsi lahko povežemo z barvami slovenske zastave, je v bistvu tlele nekako bilo sporočilo, da smo vsi Slovenci in vsi smo enotni, ne pa tle, da se promovira ta LGBTQ skupnost. Kaj se je pol dogajalo? Pa to je bilo noro, pa to samo kaže, kako retardirani, se opravičujem temu izrazu, resnično se opravičujem, sem jaz ne najdem drugačnega izraza, ki bi opisal te občutke, ki jih čutim v sebi, ok? Ampak kako retardirano izprinjeni so te iz Svobode, vsi po vrsti. Zdaj, jaz
Niko Podakar zelo spoštujem. Ona se mi zdi zelo fajn punca in zelo fajn političarka. Ne strinjam se z njo v mnogih pogledih. Torej, v mnogih pogledih sva si zelo, zelo različni. Ampak jaz ne obsojam ljudi, če so različni od mene. Obsojam jih potem, kako zagovarjajo svoja stališča. Zdaj, Nika Podakar je okužena od Goloba, okay? Pač to je dejstvo. Ona je v stranki Svoboda in logično svojega šefa imaš za nekega voditelja, avtomatično, če se hočeš ali če se nočeš, se prilagajaš k njemu, ker on je tisti, ki pelje to ladjo, ti si z njim na tej ladji in ti pač moraš nekako delovati v skladu z njim, na nek način ga zagovarjati. In iz tega vidika tukaj vidim recimo največji problem pri Niki, ker je dejansko okužena od tega, pač meni Golob je res en tak izprinjenec, da ne morem, pač se opravičujem, res se opravičujem za te moje žalitve, ampak kako bi bil svet lep, če bi lahko govorili iz svojih občutkov, če bi lahko povedali to, kar čutimo, ne da bi bili obsojeni v smislu, kako ti govoriš, kakšne so to besede. Malček sem se zgubila. V glavnem, hotela sem povedati, mislim, da sem tle končala, torej, da sem govorila, kako izprinjena je tale stranka Svobode, oziroma tej, ki so notri. Naprimer, kaj je potem Urška Klakočar Zupančič objavila? To je Nika. Nika je čudovita oseba. Nika sprejema vse ljudi okoli sebe, take kot so. Vse, kar si želi, je, da svet sprejme njo tako, kot je. Nika je bila danes osebno napadena sa strani osebka, ki je za oblast sposoben izdati lastno domovino. Nika žalitve sprejema dostojanstveno in pokončno. Nika je velik človek, tisti, ki je namenil žalitev, ni vreden omembe. Draga Nika Podakar, rada te imam. Pa dej, Urška, a si ti res toliko tupava, ali kaj je s tabo narobe? A si res toliko tupava? Pistarija. Kot neka odvetnica ali pravnica ali sodnica, ne vem kaj je, bi si predstavljala, da ima malo več možganov v glavi, no. Zakaj je glupa ta objava? Ker dobesedno ponižuje Niko še 3-krat več. Zakaj? Ker se jo izpostavlja na tak način, da dobesedno, pač meni je to izprinjena objava, izprinjena. Tako izprinjena, da bi je to rdečo štiklo zabodla v čelo. Ker se dobesedno, to je psihično poniževanje. To je psihično poniževanje. Pač jaz, če bi bila Nika Podakar in bi to brala, mene bi ta objava bistveno bolj prizadela. Ker daje na pano sliko kot v smislu, Nika je bila osebno napadena zaradi svojega videza, poglejte, kakšna je Nika in zaradi tega, kakšna je bila napadena. Pač jaz v vlogi Nike bi se počutila osramočeno. Še bolj osramočeno. To je prav polivanje bencina na ogenj. Kaj bi mogla Urška napisati, če ne bi bila tako izprinjena v glavi? Kot prvo bi se mogla malček pozanimati, kaj je sploh point te objave. Kot prvo, najprej, kaj je point te objave, ker že point je zgrešila. In že ko zgrešiš point, izpade še bolj tupavo, kot si tupav že tako ali tako. Okay? In zdaj, če bi Urška dojela, kaj je point te objave, bi lahko to čisto drugače zapakirala in bi ona dobila 100 plus točk, tako pa jih dobila minus milijardo. Minus milijardo. Ona zadnjič rekla, da je ona hinavka, da se mi zdi hinavka. Pa ona je ena... Bom se zadržala žalitev, da me ne bo s temi rdečimi salonarji zvezala jezika, kot je povedala v enem svojem TikToku. Ne. Toliko o tej svobodi. Ne. Svoboda govora. Ne smeš žaliti, ker ti bo ona zvezala jezik. Ogabna ženska. Bleh! Se opravičujem. Se moram opravičiti, zato ker ljudje so tako fucking občutljivi, pa je. Sploh ne moreš iskreno govoriti, ne moreš izražati občutkov, moraš vse zavijati v fucking celofan, ker se vsakim fucking drek užali za vsak fucking vsako grdo besedo. Pa pizdarija, no, porko dio. Ok,
Mogla sem spucati ventile. Ne. Zdaj si predstavljajte tole, ne. Mene take stvari tako razjezijo, da to je tako kot, ko se jaz peljem z mojim fantom v avtu, on dostikrat, vsake toliko kdaj ful nabija obrate, ne, in pol mu rečem, pa daj, kaj delaš? In mi reče, da je treba malo spucati ventile, ne. Tako da jaz zdaj pač pucam svoje ventile, ki so zamašeni od teh izprinjencev, tega golobjega sranja. Okay. Gremo zdaj pogledat tale TikTok, ki ga objavlja ena punca na Gibanju Svobode mladi na TikToku. Tako, smo v novem dnevu kampanje in dosegli smo novo dno. 65-letni starejši gospod Janša je šel ocenjevati izgled 20-letnih punc. Ne vem, očitno nima za vsebino več kaj zapovedati in se zdaj odločil, da bo ocenjeval izgled mladostnic pri svojih letih. Kaj moraš vedno objektivizirati ženske? In kaj si v bistvu hotel povedati? A da ponujaš svoji 2 punci podmladka vsem, ki izberajo tebe? Jaz razumem, star si, plešast si, zafrustriran, ampak lej, če rabiš objem, pridi jutri na našo stojnico. A ste vi normalni? A imate kaj možganov v tej vaših glavah? A jih imate kaj? A jih imate? Janez Janša je šel ocenjevati videz. Pa kaj ste vi glupe, starimo? Pa se moram ustaviti, ker če ne bo Urška Klakočar Zupančič zvezala ta moj jezik. Sam provaj, boš videla, ti bom zvezala vrat. Zdaj pa dajmo pogledati realno sliko tele objave. 2 uri preden je Janez Janša objavil to sliko, so to isto sliko objavili na Slovenski demokratski mladini. Torej, na slovenski, trenutno je 20.3., ura je 11.20. Če gremo na to objavo od Socialnih demokratske mladine, sicer ne vem, če bo pokazalo, ker mi zamegli, ampak tukaj piše, da je bila ta objava objavljena 23 ur nazaj. Zdaj pa pojmo na profil od Janeza Janše in tukaj piše, da je bila ta objava objavljena 21 ur nazaj. Torej, najprej so jo objavili Socialni demokrat, Slovenska demokratska mladina. Slovenska demokratska mladina je to sliko objavila ta prva, potem pa jo je čez 2 uri objavil še Janez Janša. In zdaj tle tej svobodnjaki, totalno čukasti, oni vsi se usmerijo, kako je Janez Janša to lahko objavil, kako je to izprinjeno, kako je to ne vem kaj, seksizem, body shaming, primerjava deklet, kaj si želel s tem povedati, pač se vidi, da ste neumni, kaj naj rečem, v Svobodi neumni ste. To je Mladina objavila. In zdaj pa, ko greš gledati komentarje pod objavo od Mladine, vidiš zelo tako lepo sliko, kako so mladi, oziroma tisti, ki spremljajo Slovensko demokratsko mladino, dojeli sporočilo, kot v smislu, ja, Slovenijo izbiramo Slovenijo, slovenska zastava, ne bomo izbrali teh LGBTQ, se pravi, ni nobenega seksizma. Zdaj pa, ko je Janša to objavil, to pa je zdaj cela druga slika, kako si Janez Janša drzne primerjati dekleta, ne zastave, dekleta, kako je lahko Janez Janša tako podla oseba, zdaj mu je zmanjkalo argumentov in se spravlja na ženske, na primerjavo žensk, vse to pove o tem, kakšen je on človek. In kaj je tale družbeni eksperiment tukaj zelo lepo pokazal? Prvič, ljudje se ne pozanimajo o vsebini. Drugič, ljudje reagirajo vedno na prvo žogo. Tretjič, ljudje vidijo samo tisto, kar sami želijo videti. Četrtič, ljudje so pokvarjeni. Pokvarjeni so. Glih zaradi tega, ker se ne pozanimajo, ker ne razmislijo, ker ne pogledajo malo globlje v vsebino, potem izpadejo totalni retardirani idioti. Ja,
Ker če bi se vsak malček pozanimal, če bi malček pogledal globlje v objavo, ne, če bi videl, da so tle zastave point, ne pa 2 osebi ali pa 3 osebe, bi dojel, aha, ok, ne bom obsojal jaz ljudi, teh 3 punc, jih ne bom obsojal, tukaj se pogovarjamo o zastavah, torej dajmo fokus na zastave. Aha, imamo LGBTQ, imamo Slovenijo, kas jaz spadam. In seveda te ljudje, ki so bolj LGBTQ naklonjeni, bodo rekli, jaz podpiram LGBTQ. In tisti, ki ne, pač bo rekli, jaz sem po slovensko zastavo. Zdaj recimo, kaj bi Janez Janša lahko naredil drugače, namesto tistega srčka v objavi bi dal emoji slovenske zastave in bi to že malček bolj omililo, ne, bi že malo bolj. Recimo, lahko bi izbrali tudi kakšne drugačne slike, kot sem že preomenjala, ne, ok, Nika Podakar, ali pa kakšnega fanta, ki je pred tole LGBTQ zastavo. Vse to, če bi izbrali drugačne figure v ospredju, bi bilo sporočilo bolj jasno, ampak glih to je point, ne, glih to je point. Kako so ljudje izprijeno ogabni. Kako vse ljudje vidijo skozi nek seksizem, primerjave, vizualno, nihče ne pogleda globlje v sam ta spekter. In vsi te, ki zdaj pljuvajo po Janši in nekako Niko hočejo zaščititi in se postaviti na njeno stran, delajo v bistvu Niki na psihičnem nivoju veliko večjo škodo, kot če bi bili enostavno tiho. Dajmo si zdaj predstavljati, da si ti Nika Podakar. Prideš v službo in vsi tvoji sodelavci, joj boga Nika, kakšna svinja je tale Janez Janša, pa kako si te upa žaliti, kako si upa biti tako izprijen in te primerjati s tema 2 puncama lepima, kako si to dovoli, to je katastrofa. Ali pa si Nika Podakar in prideš v službo in Janez Janša je naredil spodrsljaj, ne. Dajmo mi zdaj to najti način, kako bomo mi to na en tak zelo prebrisan, pameten način udarili nazaj s takim dvoumnim sporočilom. Evo, taka reakcija bi Niko Podakar dvignila. Tista prej, ki sem jo opisala, s tem ujčkanjem, jokačnjem in pa te samo uniči kot človeka, uniči tvoje dostojanstvo. Pač to je totalno izprinjeno. In tukaj Urška je ogabna je bila ta njena objava. Kaj bi mogla Urška objaviti? Mi zagovarjamo stališča LGBTQ in naša Nika ponosno stoji pred tem in smo zagovorniki tega, bravo Nika, radi te imamo, ponosno drži svojo glavo kvišku in ne vem. To bi bilo čisto drugače. Zakaj je treba iti takoj na body shaming z pretvezo, da Janez Janša dela body shaming? Tako so si naredili sami sebi eno veliko bruko. Janez le ne dela nobenega body shaminga, on je napisal, izbira je vaša, zdaj kakšno izbiro pa ti vidiš v tej sliki, to je tvoj problem. To odraža tvoje lastnosti, to odraža tvoj pogled na svet. In če ti vidiš razliko med zastavama, vidiš malček dlje od seksizma. Če pa vidiš samo primerjavo teles in nek seksizem in ženskica gor in dol, ja, pol si pa ti tisti, ki si malček tako, ne, in ne znaš, in v bistvu vse, kar vidiš, je samo telo, videz, samo to. In pol še to povežeš z Janezom Janše in to. Tisti, ki ga ne marajo, so dobesedno videli to. Seksizem, body shaming. Tisti, ki pa spoštujejo Janeza Janše, so pa dejansko videli zastavo. In to je bil ta družbeni eksperiment, da se pokaže, ker ljudje so neumni in ker so malček bolj poglobljeni. No, tako. Zdaj smo pa povedali vse, kar smo mislili. Dajmo pogled, kako je par dni pred to objavo Nika Podakar kritizirala Janeza Janšo. In tukaj je lepo vidno, kako imajo v Svobodi dvojna merila. Vidi se, da Janez Janša že ima vstar, da mu ni preostalo nobenih idej več, da so mu preostale samo še laži, netenje sovraštva, pa volja do oblasti. In on je v tej sladki volji do oblasti, da bi še zadnjič preden gre v penzijo. Glejte, zdaj smo pa povedali vse, kar smo mislili.